Pozivam jih k temu, da se ne ravnajo po intelektu, ampak da upoštevajo tudi kombinacijo oziroma da se s srcem odločajo. Trdim, da smo nekje leta 2012 prišli v najnižjo točko materialnega sveta. To je Steiner pred 100 leti zelo jasno in zelo lepo napovedal. Otroci se pa vedno na srčnost, na prijaznost, na navdušenost, na to, oni se takoj odzovejo na to. Bistvo je tega, da se podpre pri otroku to, za kar je on prišel na svet. Življenje je res fantastično, življenje je res navdušujoče. Sedanji svet in vsi sistemi se intenzivno preobražajo. Nastaja svet brez sistemov, ki ne služijo človeku in naravi. V tem svetu zakoni niso potrebni, ker imamo ljudje vgrajen naravni senzor za razpoznavanje dobrega in zla. Moralno pristojni ljudje natančno vedo, kaj smejo in kaj ne, in potem se tudi ravnajo. Globoko v sebi tudi vemo, kaj je naravno in kaj je v skladu z univerzalnimi principi. Dobrodošli nazaj k sebi. Tako Rajko Bošnjak, prijatelj s Facebooka in vrtnar novega sveta. Dobrodošel v Sensa pogovorih, Rajko. Hvala, Marjana, mi je v čast. Vse se je pa začelo z drevesi. Ja. Zelo sem povezan z naravo že od malega otroštva. Celo življenje delam z ljudmi, z otroci največ. In sklenil sem, da to, kar delam najraje, in to bom delal tudi z otroci. Pred 8 leti sem s prvo generacijo dijakov, katerim sem bil razrednik, začel s šolskimi vrtovi, z sajenjem, z vzgajanjem rastlin in smo vzgojili že ogromno rastlin. Otroci so mi sledili. Potem je prišla druga generacija, z drugo generacijo je pa bilo dominantno, so bila pa drevesa. Na prvorazredno uro sem prinesel za vsakega dijaka 3 semena, ciprese, leske, paringloja. In sem jih vprašal, če je kdo že drevo posadil. Vsi so me gledali, kot da sem zelo napadel. Prinesel sem 90 lončkov, prinesel sem zemlje, o nobenih pravilnikih nisem razlagal, kar bi moral, ampak samo sadili smo. Malo so me čudno gledali, zelo so me čudno gledali. Drevesom smo dajali, semenom smo dajali informacije, jih tako držali v roko in potem je vsak posadil svoje. Odnesli smo jih na podstrešje šole in jih vzgajali. Kaj je globlji namen vsega tega? Spraviti otroke ven iz šolskih klopi, jih zbližati z naravo? Ja. Otroci so zelo senzitivni, najstniki ne priznajo več tega, najstniki nočejo biti v naravi, nočejo biti v stiku z naravi, ampak ko jih enkrat, ko jim približaš, pa ko hodiš na vrtove, s tem, da jih ne prisiljuješ, da karkoli delajo, ker to je najbolj občutljivo obdobje, tudi sam nisem hotel takrat nič delati, ampak mi smo se igrali. Namesto, da bi bili v šoli, namesto, da bi bili to, smo delali, smo bili od zunaj. No, rekel si, najstniki so pač uporniki, najstniki so pa tudi digitalni in tudi ti si digitalen. Ja, jaz sem diplomiran inženir elektrotehnike, sem učil računalništvo, zdaj sem sicer to nehal. Veš, kaj je bilo najhujše za te srednješolce? Nabiranje kamilic. Cvet po cvet morajo trgati in nimajo potrpljenja. Klikajo na mobitele 100 na uro, tam naberejo pa par peščic, ampak gre pa vedno na boljše. Tako da naslednjič so nabrali več. Najljubše delo jim je bilo pa sivko. Prvič sem prinesel na razredno uro celo učilnico sivke, zaprl sem učilnico, to je bila napaka in sem jih komaj noter spravil, tako močen vonj je bil. Ampak vsa leta, 4 leta, ko so jih oni preživeli, so oboževali vonj sivke in ko sem rekel, da bomo delali sivko, so bili vsi navdušeni. No, torej imate vrtove, fondove vrtove, se pravi, tam imate te šolske vrtove, a ne? Katere šole, v kateri šoli si poučuješ? 39 leto sem že zaposlen na šolskem centru za pošto, ekonomijo, telekomunikacijo v Ljubljani na Celjski 16.
Od tega sem bil 35 let pomočnik pa ravnatelj in nekega dne sem se odločil, da ne bom več to počel, da grem pač nazaj učiti. Ampak učiti moram s tisto, kar je moje veselje. In takrat smo od stanovalcev dobili 3 vrtove, približno 500 kvadratnih metrov je teh vrtov. Seveda so bili zaraščeni z japonskim dresnikom in s plevelom in tako naprej in mi smo se začeli igrati. Seveda, jaz se ukvarjam s permakulturo, z prekrivanjem in vse smo na ta način delali. Dokazali in pokazali smo ostalim, da lahko z igro in brez muke marsikaj narediš. Najbolj posrečno je bilo, ko sem en dan prišel v šolo in sem rekel, dekleta, danes gremo saditi krompir. In veste, kakšna dekleta pride v šolo, ne? V belih supergicah. Seveda smo ga položili na travo, smo ga prekrili s tistim, kar smo imeli in seveda se niso nič umazale. In ena dijakinja mi je rekla, profesor, mene bo mama ubila, jaz nočem na vrtu nič pomagati. Jaz sem rekel, lej, reči mami, da ko boš delala v belih supergah na vrtu, pa se ne boš umazala, da boš tu doma pomagala. No, ampak veš kaj, zdi se mi, da Facebook pravzaprav ti ne paše, ne? Zakaj pa si tak Facebook friend, prijatelj, koliko imaš sledilcev, prek 1000, si mi zadnjič omenil. 1200 recimo. No, ta prva generacija dijakov so mi oni nastavili Facebook, pa se me ni prijelo. Potem, ko je pa druga generacija prišla, sem pa naenkrat ugotovil, da če oni dajo vse bedarije gor, da bom pa tudi jaz te moje stvari dajal. In takrat sem pa začel. Ne? In tako da te obe generaciji otrok mi zelo sledijo vsaki moji objavi, ker objavljam tudi te stvari, ki smo jih skupaj posadili. Ne? Torej, v tej 2 generaciji smo posadili 100 orehov, smo posadili ciprese, smo posadili leske, tako da vsak dijak ima eno drevo ali 2 ali 3 posajene v naravi. In se točno ve, kje so in tudi v bodočnosti bo lahko z družino prišel pa pobiral, to je njegovo drevo, s tem drevesom je on povezan. Povejva, kje so? Ja, 32 teh orehov je posajeno v Ocizli na rodovnem posestvu ob robu, ker to orehi zahtevajo zelo veliko prostora. Leske so posajene tukaj na Krasu v Tomačevici, so jih dijaki sami posadili in ciprese tudi. Čeprav ciprese so zelo delikatne, jih ni toliko prišlo, kot je bilo dijakov, nekatere so se pač posušile, ampak so. Na Facebooku, pa tudi sicer širši javnosti, si pa postal nekako bolj znan s pozivom srčnim ljudem v Sloveniji. 2018 je bilo to, a ne? Ja, to je bilo 2018, takrat sem... moram še to povedati. No. Jaz celo življenje nikoli nisem hodil, niti dneva nisem hodil v službo. 3-krat sem bil v nevarnosti. To je prvič, ko sem kot štipendist bi mogel iti v železnici v službo, pa sem se odločil, da grem v šolo. Drugič, ko so mi ponudili mesto direktorja na Aškarčevi, na šolskem centru, sem odklonil. In tretjič, ko so na naši šoli mi ponudili mesto direktorja, sem tudi odklonil. To so bile 3 nevarnosti, da bi začel hoditi v službo. In vedno delam tisto, kar me veseli. Tako sem tudi 2018 je prišla do mene ponudba o ravnateljevanju v Žalcu na Valdorfski šoli. Jaz nisem iskal ne službe, ne nič, ampak sem rekel, lejte, moje pravilo je tako, če mi gre v življenju nekaj zelo, zelo gladko in zlahka, je to prav. In potem sem rekel direktorju, če bo šlo zlahka pa gladka, ne morem reči ne. Če se bo pa zatikalo kjerkoli, že zdaj rečem ne. Šlo je nenavadno gladko, v enem mesecu sem bil imenovan čez vse procedure, brez da sem jaz enega stavka napisal. No in ko pridem v Žalec, pred učitelje, pred starše, pred otroke, začutim blazno srčnost. Srčno središče, srčna regija Slovenije je prav ta Savinjska dolina. Ampak ti ljudje imajo to tako potlačeno v sebi zaradi materializma, zaradi tega, zaradi onega, ker ne živijo svoje življenje, ampak začutil sem neko res toplino in neko res širino. In na posledica tega je nastal ta članek, ki sem ga napisal. Poziv srčnim ljudem v Sloveniji. K čemu jih pozivaš? Pozivam jih k temu, da se ne ravnajo po intelektu, ampak da upoštevajo tudi kombinacijo oziroma da se srcem odločajo.
ne, da imajo vsi to, ne glede ali so to inšpektorji, ali so policisti, ali karkoli, in to mi je v Žalcu zelo, zelo prav prišlo, ker sem imel ogromno inšpekcij in ogromno nekega nadzora in tega sem imel in jaz sem vedno pristopal res na srčni ravni in so se ljudje se vedno odzovejo na to. Še posebej pa otroci. Otroci se pa 100% odzovejo, z odraslimi je malo težje, ampak otroci se pa vedno na srčnost, na prijaznost, na navdušenost, na to, oni se takoj odzovejo na to. Zapisal si na Facebooku nek, lahko rečemo, revolucionaren stavek, misel: obstoječa politika, zdravstvo in šolstvo me ne zanimajo. Sam sem svoja politika, sam sem svoje zdravstvo, sam sem svoje šolstvo po meri človeka in v skladu z naravo. Ja, res me to ne zanima, čeprav sem celo življenje delal v šolstvu. Zdravstvo mi je pa tako. Ko sem bil študent, sem bil operiran za slepiča in so mi ugotovili, da imam hudo Crohnovo bolezen. Nihče ni vedel, kaj je to, kaj ni to, in takrat je mene zagrabila sveta jeza. In sem začel zelo radikalno s posti, z jogo, z onim tretjem. Posledica tega je, da imam 40 let zdravstveni karton doba. Nikoli nisem bil pri zdravniku, svoje otroke, ko so bili majhni, tudi nisem nikoli jih peljal v zdravniku, razen na sistematske preglede z mojim dovoljenjem. In tako je še vedno zdaj. Torej, sam sem svoje zdravstvo, skrbim, da sem v ravnovesju. To je edini pogoj, zdaj kako in kaj. V šolstvu sem delal vsa ta leta, ker sem bil vedno vodstveni delavec, sem vedno delal po svoje. Da se vedno delati po svoje, da se vedno otroke podpreti, da se mimo vseh teh zakonov in jih ne upoštevati in tako naprej, to se da. Politika me pa itak ni nikoli zanimala. Govoriš o zdravju tudi na Facebooku in omenjaš predvsem dva pisca oziroma strokovnjaka. Eden od njih je dr. Zah Bush, ki govori o mikrobioti. Ja, vse živo sem bral, vse živo sem preizkušal, vse živo sem probal, ampak dejstvo je to, da sem uporabljal to, kar je v skladu z mano, kar je meni pasalo, nisem se nikoli držal nekih. Glavno, naučil sem se v teh letih res poslušati sebe, poslušati svoje občutke glede telesa, glede zdravja, in to me nikoli ni razočaralo, razen v primeru, če se nisem poslušal. Z virusi, pa z bakterijami, pa temu je pa tako. Zdravo človeško telo ima vibracijo, ki je nad vsem tem. Če te strah in razne druge omejitve ne spravijo pod to vibracijo, stres, preobremenjenost in tako naprej, se nimaš česa bati. Ja, zapisal si, ne obstaja virus ali bakterija, ki bi imela tako visoko vibracijo, kot je ljubezen. Navdušenje, empatija, veselje. Ja. To sem imel pa v Žalcu, v Valdorfski šoli, zelo zanimivo izkušnjo, ker sem bil izpostavljen tožbam, obtožbam, med sabo so se tožarili in tako naprej, in sem prišel do tega, da sem po Steinerju prevzel vrednote, kot so navduševanje, ljubezen, sočutje in tako naprej, in sem jih to postavil na eno stran, ker Steiner trdi, da je to hrana za dušo. Po drugi strani sodbe, obsodbe, materialni svet, hlastanje za materialnimi dobrobinami, to pa vodi v stres, pa v bolezen. In to sem nabil na vrata in nisem nobenega pustil noter. Sem rekel, jaz sem na tej strani, vi ste pa vsi za interesom, pa to, in jih nisem pustil noter, dokler niso oni šli na moj nivo. Povejva na kratko, zelo na kratko, kdo je dr. Rudolf Steiner in kako je povezan z Valdorfsko šolo? Rudolf Steiner je ustanovitelj Valdorfskih šol, več kot 100 let je že od ustanovitve prve Valdorfske šole. Jaz sem se s tem srečal pred 28 leti, ko sva z ženo oba otroka vpisala v Valdorfsko šolo. To je bilo čisto na začetku v Ljubljani. In moja dva otroka sta šla od vrtca do osnovne šole in celo srednjo šolo Valdorfsko. In ni mi žal in mislim, da je to bila takrat res pametna odločitev, ker sta,
človeka postavljena in veste, kaj morate delati, čemu morate slediti in ne podlegata to. Steiner trdi, da moraš otroka, da je značilen razvoj po 7-letnih obdobjih in da so prelomnice vsake 7 let in v skladu s tem je tudi nastal učni načrt in v skladu s tem se tudi poučuje in dela z otroci. No, dajva ga malo odstreti, pojdiva malo v globino. Imaš izkušnjo kot starš, po drugi strani imaš pa izkušnjo učiteljevanja, poučevanja v klasičnem vzgojno-izobraževalnem sistemu in pa v Waldorfski šoli. Ja. Katere so tiste bistvene razlike, ki jih velja na prvo žogo izpostaviti? Ja, bom tako povedal. V šolskem centru za pošto in ekonomijo smo imeli kar nekaj učiteljev, ki je naredilo Waldorfsko izobrazbo. In so bili tudi v javnem sistemu dobri učitelji in so marsikaj lahko upoštevali. In kaj so rekli, oprosti, ko si začel s temi vrtovi in sadikami in kako so se odzvali na ta proces? Ljudje malo hecno na to gledajo, ne vejo, kaj bi rekli, ampak če je človek navdušen, pa če to ti pač ne morejo nič reči. Jaz sem bil tako uspešen pri tem, da smo prvo leto tudi predsedniku Pahorju predstavili to in drugo leto sem celo poučeval ekonomski predmet poslovanje podjetij, zato da smo poslovali s temi vrtovi in prodajali storitve in tako naprej. In smo bili res s tem uspešni in je bilo to je dokazovalo to. Naprimer, kaj ste prodajali oziroma kako ste to spravili v ekonomski jezik? Vzgajali smo rastline, vzgajali smo ogromno svetlobnih, takih eksotičnih rastlin, zeliščne smrtnosti, svetlobna korenina, razni krompirji, sladki, onaki, kikirike smo vzgajali, vse to, ker smo dobili povezavo z fakulteto in smo vzgajali za rastline, ampak mi smo to vse podarjevali. Mi tega nismo prodajali. Ko so otroci enkrat ugotovili, kakšno veselje je to, ko ti podarjaš in ti pol nekdo nekaj drugega da namesto tega, so bili čisto navdušeni. Se pravi, izmenjevali ste si dobrine. Izmenjevali smo dobrine in mislim, da je to bistvo tega. Kar revolucionarno, ne? Ampak pejva zdaj nazaj k Waldorfcem in izpostaviva te res bistvene razlike. Ja, Waldorfski otroci začnejo z vrtnarjenjem že zelo zgodaj. V 3. razredu osnovne šole, to je obdobje, ki je to, delajo z vrtovi, imajo njive, obdelujejo in tako naprej, ker to je po razvoju otroka najbolj optimalen čas za to. In tako je čisto z vsem. Od poštevanke do tega, oni to vse usvajajo čisto na drugačen način, z gibanjem, skakanjem, njihovo telo najprej usvoji poštevanko, potem pa gre to v glavo pa to. Organizacija pouka je drugačna, vse temelji na glavnih urah, ki so 2 uri dolgi. V teh glavnih urah se poučuje vse glavne predmete. Zelo, zelo pomembno in težko vlogo ima razrednik. Razrednik gre z otroci od 1. do 9. razreda in poučuje vse glavne predmete. V bistvu je pa tudi zelo pomembna ključna osebnost, ne, v njihovem življenju. Definitivno je ključna osebnost. Ni enostavno biti, ampak Steiner je to utemeljil na tem, da je veliko bolj pomembno, da si ti v procesu učenja, kot da si ti strokovnjak na nekem področju. In če si ti v procesu učenja, si bliže otrokom. In Waldorfski učitelj in razrednik je res v procesu učenja, ker vsako leto mora se naučiti matematiko, se mora slovenščino, mora čez celo 9-letko iti in to je kar zanimiv razvoj, da greš čez to. Kaj pa kot človek, kaj pa kot moralna avtoriteta? Zelo so povezani s temi otroci, zelo so povezani starši. Starši imajo tudi zelo ključno vlogo, morajo sodelovati s šolo, morajo sodelovati in so dogodki in so delavnice in so bazarji, ker vsi skupaj sodelujejo. Otrok mora vedeti, da ima starša od zadaj in da ima učitelja od zadaj, ki ga podpirajo in ki skupaj gradijo en svet. Kaj pa kultura? Kultura ima pa tudi neko
posebno mesto v Valdorfski šoli, a ne? Kultura ima zelo pomembno mesto, od petja do glasbe, do koncertov, do gledaliških iger, to je glavni del tega dogajanja. Že od prvega razreda naprej, cela šola in vsi imamo 2-krat na leto nastope za starše v glavnem, pa za sorodnike, kjer vsak razred predstavi svoje delo. S plesom, s petjem, z igrami, s tem in to vseh 9 let in tega se res ogromno nabere. Pomemben je tudi oziroma šport pa evritmija je neko posebno gibanje, ki ga otroci sicer, ko so večji, ga nimajo kaj precej radi, ampak je zelo zdravilno, pa zelo lepe forme, oblike in to je res nekaj zdravilnega. Fokus in sledenje gibu in Bistvo Valdorfskih šol je tudi, šole v naravi so bistvene, zelo težke. Recimo hodijo po vseh izvirih Ljubljanice, veslajo, prenašajo tečovne in tako naprej. Res so take vrhunske in to še vedno držimo in še vedno to izpeljemo. Bistvo je pa ročna dela. Od 1. razreda pa do 9. razreda so ročna dela zelo pomembna. Otroci se naučijo popolnoma vse. Najbolj fascinantno je na hodnikih videti te elefante, 3., 4. razred, ki jih razganjajo od grije, sedijo pa kvačkajo. Pa si delajo kape, pa si delajo šale, pa si delajo ono, pa tretje. Pa lesorez imamo kot predmet, da se z lesom ukvarjajo, rezbarijo, režejo, delajo, ne vem kaj vse. Potem to se v srednji šoli tudi nadaljuje, pa klesarijo, pa knjige si izdelujejo. Glavno, oni obvladajo vse ročne spretnosti. Seveda imajo tudi praktikum, na vrtovih smo že prej omenili, ampak imajo tudi praktikum na kmetijah, ponovadi jih dajo na ekološke kmetije ali pa kamorkoli. In ti otroci so res spretni. In zato sem res vesel, ker moja 2 otroka, vsi otroci so res spretni in obvladajo vse te stvari, ki jih v običajni šoli ne dobiš. Res je malo manj storilnostno naravnana, ni toliko faktografskega znanja. Mi starejše generacije se zaradi tega nismo popolnoma nič sekirali, da nimajo oni faktografskega znanja. Moja hčera je mislila iti biologijo študirati in je izbrala biologijo za maturo. V srednji šoli je imela zelo malo biologije, ampak ko je ona vedela, kaj hoče v življenju, je bila tista biologija za malce se je naučila. Bistveno je, da on ni zrušena osebnost, da on ni preforsiran s tem. Preverjan znanj naj ne bi imeli, ampak ker smo del javnega sistema, ker nas tudi država financira, se moramo udeleževati teh preverjanj NPZ-jev, sicer po želji staršev. Šola zaenkrat se ne strinja s tem, da to izvajamo, ampak moramo izvajati. Od 5. razreda naprej so pa prazniki znanja. To je res veličastno. To je res praznik. Otrok se svečano obleče, pride v šolo, piše tisti praznik znanja, razrednik speče pecivo in tisti dan je res praznik znanja. No, ampak poseben praznik je pa, ko otroci pridejo tudi sem na tvoje posestvo, tule na Kras. Ja, veliko. Oni imajo v programu zidavo, gradnjo in kar nekaj razredov, 10 razredov je bilo tukaj za 2-3 dneve in so zidali. In seveda, ker je moje navdušenje s kopanjem, so tudi kopali in prvi dan, ko pridejo, to kopljejo, da gre vsa tista energija se prizemlji. A poveva, kje sva, da sva v Srčnici, da sva pod zemljo? Ja, trenutno sediva 6 metrov pod nivojem zemlje. To je bilo vse na roke skopano, tako kot celo posestvo, to je moje zelo veselje. In še vedno je to veselje. No, moram povedati, da 16 let, ko imam to moje posestvo, me to navdušenje še ni minilo in izgleda, da me tudi še ne bo. Ampak zakaj ravno kopanje? V čem je smisel? Ne vem. Ko sem bil ravnatelj 1100 otrokom, pa 100 učiteljem, ob vikendih, pa v počitnicah, sam da nisem nikogar videl, niti slišal, da sem imel čim manj stikov in ko si tukaj v naravi in po zimi, ko je -5 stopinj, ko burja piha, moraš fizično delati. Drugače nima smisla, da si in ko fizično delaš, pač moraš, koplješ.
in nekaj me je pač vodilo in preganjalo, da sem jaz to kopal in nastalo je to, kar je nastalo. No, in kaj je nastalo? Lahko opišeš tole dvorano? Ja. Najprej, ko sem prišel sem na Kras, to je bilo prvo posestvo, ki sem si ga šel ogledati. Hiška, kamenita hiška je bila že zgrajena. Prva lastnica je sama sezidala to hiško, ker je na nezazidljivem področju, so ji hoteli zrušiti to hišo, ampak je prebila prvo steno in postavila čebelnjak in je še danes to prijavljeno kot čebelnjak. Torej, osnovo pa zavetišče sem imel, potem sem pa začel kopati. Najprej prvo zimo sem skopal ribnik. 2 metra globine, 8 metrov premera, folijo sem postavil zato, da bi čebele imele vodo. Okrog ribnika sem potreboval zemljo in tukaj v gozdičku sem začel kopati in tukaj je bila sama zemlja. 6 metrov same zemlje in še 5 metrov spodaj same zemlje. Po naključju smo začeli kopati in pa je bila majhna luknja, večja luknja, zmeri večja luknja, potem sem to luknjo obzidal, malo prekril in je nastala prava zemljanka, v katero smo oljko veliko že kupili in jo postavili noter. Moram povedati, da tukaj oljka ne uspeva in od zunaj bi zmrznila. Noter se pa pod nulo ne spusti temperatura po zimi in imam poleti rastline, nekatere noter, da jih ne rabim zalivati vsak dan, po zimi imam pa tiste, ki bi od zunaj zmrznile, imam pa tle noter. Ker smo na Krasu, ker je temperatura poleti precej visoka, ko je od zunaj 35 stopinj, je tukaj noter 21 stopinj. In potem vsa dela za šolo, sestavljanje urnika, je tukaj fascinantno. Računalnik, viseča mreža, urniki pa izgledajo tako, 2 uri delaš zelo močno intelektualno, potem greš pa 2 uri kopati, da se čisto resetiraš in to urnik kar pade. Krasno. Veličastno je to. Ja, srce. Ja, srce. Ko je bila ta luknja dovolj velika, sem postavil piramido. Piramida je v razmerju Keopsove piramide, ker pravijo, da so energije od spodaj in od zgoraj zelo močne po to, tudi če ni zaprta, če so samo konture te piramide. In seveda, takoj naslednji dan, ko sem to postavil, sem si naredil ploščad tukaj in sem šel spat. Ker če si ti 1 uro ali pa 2 tukaj, jaz pač nisem več čutil kaj dosti, ampak ko sem bil pa 8 ur, ko sem pa spal, pa že marsikaj čutiš. So posebne energije, to je dejstvo. No, tisto prvo noč, ja tako, jaz v življenju sanjam samo črno-belo. Dokler nisem žene spoznal, nisem vedel, da kdo sploh barvno sanja. In tisto prvo noč sem sanjal barvno in to, da pada milijone barvnih src iz vesolja pada proti meni. In sem se ustrašil in sem se hotel umakniti iz te ploščadi, da me ne bojo zasule, ampak niso šli na mene, ampak okrog oljke so izoblikovali srce. Wow, to je bilo ob 4, ob pol 5 zjutraj in čakam 7, 8 uro, da kličem Jano. Jana je pa prijateljica, ki je avtorica teh slik, o tem bomo kasneje. In sem rekel, Jana, veš, kaj sem sanjal, veš, kaj sem videl, ne? Ja, pravi, vem, jaz sem že narisala srce okrog oljke. Ona je pa oblikovalka, pa umetnica in ona vidi marsikaj tudi že naprej, ne? Ona je imela že zdavnaj narisano srce tle okrog oljke, ne? Tako da potem smo ugotovili po nekem času, da je tle srčno središče tega prostora. Lepo. Zdaj, najbolj... Slike? Slike. Slike je naredila Jana, predstavljajo 4 elemente, voda, ogenj, zemlja pa zrak, pa še, ker sta povsod par, še 5. element je ljubezen. In te iste slike imamo tudi na šolskih vrtovih. Povezali smo kratico šole ŠC5 s temi 5 elementi, naredili otvoritev kot ekošola in to je Janino delo, je to, ki sem z njenim dovoljenjem ga uporabil tle. Začelo se pa je v bistvu tvoje delo, tvoj projekt, ki si ga poimenoval Rodovna posest, s soustvarjanjem. To je tvoj izraz, tudi na Facebooku nekako govoriš o tem, pišeš o tem. Se pravi, v
zbliževanju ljudi, ki podobno razmišljajo, ki imajo, ti temu praviš, rodovna posestva. In v čem je smisel tega? Zakaj, od kod in kam? Celo življenje sem v šolstvu in celo življenje ustanavljamo neke nove šole. Ena od teh je tudi rodovna šola, po primeru Ščetinina v Rusiji. Potem smo ustanavljali Marovično šolo, pa ne vem kakšno šolo še vse. No, in ta ideja rodovne šole je pač naslednja. Osnovana je na nekih zapisih neke puščavnice, Vladimir Megre je avtor o Anastaziji. To je puščavnica, ki živi v sibirski tajgi in tam je tudi ideja o rodovnih posestvih. Rodovno posestvo naj bi bilo hektar veliko, to je dovolj za eno družino, da se pač preživi, da ustvarja svoj kotiček, svojo posest, da so rodovna posestva eno ob drugem, da se ustanovi potem šola na teh rodovnih posestvih, ki šola te otroke. In v Rusiji je ta šola tudi zaživela. In ena moja prijateljica, Jasna, je bila tudi parkrat v Rusiji v tej rodovni šoli in smo hoteli tukaj to šolo tudi ustanoviti. Imeli smo že več tedenskih teh srečanj, pa izobraževanj in tako naprej, tako da smo dobivali izkušnje glede tem. Zanimivo je pa to, ko sem jaz prišel do tega posestva, je zanimivo to, da je bil 1 hektar približno zemlje imam. Da sem dobil hiško, kjer je že čebeljak in da prvo, kar mi je prišlo na misel, sem naredil ribnik. In Anastazija v rodovnem posestvu govori točno o tem redosledu. Da je 1 hektar, da je čebeljak, pa da je ribnik. Wow, sem rekel, pa saj to je to, saj to že imam. No, in potem sem pa skliceval srečanja, ki so bila objavljena v reviji za zdravje družine, ki je Sanja Lončar imela po regijah objavljeno. Zdravje človeka in narave. Ja, za zdravje človeka in narave in jaz sem za primorski del oglaševal naša srečanja. Imeli smo srečanja vsak mesec, to je trajalo 3-4 leta. Prvo srečanje je bilo pred enimi 14 leti, 1. januarja, 13. januarja je bilo to in na prvo srečanje je prišlo 13 ljudi. Prišli so družine, prišli so otroci, prišli so posamezniki in mi smo se cel dan družili, nekaj smo skupaj naredili, vsak je prinesel nekaj hrane, nekaj smo skupaj ustvarili. Bistvo teh srečanj je bilo to, da smo se ogromno eno drugega naučili. Potem smo organizirali ta srečanja enkrat pri meni, enkrat pri drugem, enkrat pri to, da smo videli različne oblike, vsak je imel svoje in tako naprej. In na to srečanje je prišla tudi ta prijateljica Jana, na prvo srečanje in Maja. No, in s to Jano smo se potem družili vsa ta leta in smo se tako spoprijateljili, čeprav so njeni otroci veliko mlajši od mojih, ampak smo hodili celo na morje in pred 9 leti je ona sklenila, da mora prodati stanovanje in da mora kupiti kmetijo. In seveda jaz, ker sem za vse neumnosti, sem bil tudi za to in smo šli iskati kmetijo. In smo to kmetijo po 3 mesecih iskanja, nas je ona poiskala in smo jo dobili v Ocizli. Tam imamo velikansko poslopje na črko L. Od spodaj smo najprej uredili skupne prostore, to je velikanska kuhinja, 2 velikanska stranišča, moški pa ženski. In v tem traktu ima njihova družina že prostore. Na vogalu teh je bilo najboljše vzdušje, pa je bil Senik, pa tako, pa smo naredili plesno dvorano. Ampak midva z Jano sva takrat že vedela, da bomo sami to vse delali, ampak midva sama ne bi nič naredila in z našimi otroci in z mojo ženo. Ampak Jana je takrat spoznala svojega partnerja, ki je zdaj z njim, on je pa bivši gradbinec. In mi smo 9 let res čisto vse sami naredili. Priključevali so se nam tudi prijatelji, priključevali so se nam to in s njihovo pomočjo smo res vse sami naredili. Zdaj smo v trenutni fazi, da smo tudi za nas v tem traktu dokončujemo stanovanje. Kaj vse pridelujete in na kakšen način? Ja. Zdaj, vsi smo štartali s tem, da bi naj bili samooskrbni, ampak to ne gre. Ne? Tako zlahka in tako hitro. Ja, to idejo smo hitro spustili, ker
jaz lahko pridelam krompirja za našo družino, lahko pridelam to, lahko ono, ne morem pa žita pa to. Ampak ni point v tem, da je vsak samooskrben, ampak da smo mi kot Slovenija samooskrbni. To je pa že bolj realizljiv pojem in to je pa že več. Torej, jaz pridelam tukaj na tem posestvu krompir, čebula, česen, te osnovne zadeve. Sicer jaz se s kmetijstvom ne ukvarjam. Moje veselje je to kopanje, je sledenje temu. Jaz porabim za kmetijstvo 2% časa in to seveda v glavnem z zastiranjem. Osnova je seno pa slama. Krompir položim na travnik, ga pokrijem tako debelo slamo in to je to. To je nek francoski francoski način pridelovanja krompirja. Ta slama zgnije, on iz te črpa in požene in jeseni ga samo izgrabiš. Če hočeš, v enem letu pa ta slama uniči vso podrast spodaj, travo in ti potem lahko res sadiš tudi druge stvari na to. Jaz to vedno delam s prekrivanjem. Vrt, ker imam paradižnike, je celo leto prekrit z debelo plastjo in zdaj v par letih je nastal že tak humus, da ni potrebno ne gnojenje, ne ničesar. Bistveno je pa to prekrivanje za te kraje, ker je burja izsuši, pa sonce zelo izsuši. In če je prekrito, drži vlago. In tudi ko zaliješ, ti dlje drži vlago. Tako da to je idealen, s plevelom se ne ukvarjaš. Ker spet, ko plevel zrasteš, spet pokrivaš in pokrivaš in pokrivaš. Moraš pa ta način potem vedno uporabljati. Ne moraš iti pol več na konvencionalni, ampak jaz že krompir na ta način pridelujem že 35 let. Torej, iz tele srčnice, iz tele zemljanke sva pokukala na prosto in povejva, da sva na rodovnem posestvu, ki se imenuje Jakčev dol. Jakčev dol smo mu dali pred kratkim ime, ko je moja hčera rodila vnuka. Oče je Afričan, on ima dol svojo šolo, on je prevaja za Zdravnike brez meja, on ne bo prišel sem živeti, hčera ne bo šla tja živeti. In ko je ta Jakec prihajal na svet, oziroma že preden je Anja rodila, je Anja imela silno potrebo, da vsak vikend tukaj prespi. To se še nikoli z njo ni zgodilo, tiste pol leta smo vsak vikend tukaj prespala, ne glede ali je bilo, kako je bilo. In ko se je on rodil in ko smo prihajali sem, so se pa pojavljala take zanimive stvari so se dogajale, da jih nismo mogli spregledati. Predvsem je bilo, v glavnem je bilo to z pticami povezano. Ker Afrika je povezava s ptico in že to se nam je v Ljubljani dogajalo, tukaj pa zelo množično in smo potem to kar poimenovali Jakčev dol. Govoriš, pišeš tudi o energijskih središčih. Tudi ta posest naj bi imela neka specifična energijska središča in tam tako pišeš, lahko apliciramo na celotno Slovenijo. Jaz se malo hecam, ampak to je zelo resno. Živimo tako utrgano življenje in tako utrgano od narave, da zdaj človek sam, če stopi na katerikoli vrt ali zemljo, je že zdravilna točka. Do te faze smo že prišli. Ampak narava ima vseeno določene točke, določena mesta, kjer so bolj ugodna za človeka in za ljudi in tako naprej. Meni je bilo zanimivo samo to, ko sem opazoval te otroke iz Valdorfske šole ali pa katere druge, ko so bili tukaj 3 dni, oni so se zbirali na določenih mestih. In tista mesta sem jaz potem malo vzel pod drobnogled, pa jih malo očistil, pa malo uredil. In eno tipičnih je čista oblika grla. In otroci so se tam zadrževali in skozi so bili tam. In sem rekel, to mora pa nekaj biti. Potem je bila ena prijateljica, ki je senzitivna za te točke, jaz pač ne čutim tega. In ona je rekla, veš, ti imaš tle kar en kup takih točk, sem rekel, mi jih pokažeš. In ona mi je pokazala vse tiste točke, ki sem jaz preko otrok zaznal, da so te točke. No in končno smo prišli pač do tega, da je tukaj 7 dominantnih točk, tako kot imamo središča v človeškem telesu, od korenske čakre, spolne, popkovne, srčne, grlene, čelne in temenske čakle, da tako so razporejeni tudi po prostoru. In zdaj prvih 7 let sem na tem posestvu delal malo tukaj, malo tam, nisem vedel, kaj delam.
Zdaj vem, da me je to vodila neka inteligenca, da je bil to en načrt in da takrat, ko sem nekaj dokončeval, sem dobil informacijo, kaj moram naprej delati. Ampak to je vse po občutkih, to ne vem, kako bi drugače opisal. To so moji vodili občutki in zdaj po 7 letih ali pa po 10 sem jasno videl celo sliko, kaj bo to nastalo in ne rabim še 10 let, da bom to vse naredil. Ni nujno, da bo pa tako, ker potem dobim pa druga informacija, pa moram malo drugače narediti. Ampak jasna povezava mi je bila glede na celo Slovenijo, da je tudi cela Slovenija razdeljena na določene, bom temu rekel, pasove, kjer je dominantna tista energija tega energijskega središča. Recimo ta primorski del je korenska čakra, je temelj tega, notranjska pa te del je spolna čakra, Ljubljana pa okolica je popkovna čakra, za Celjsko kotlino sem že povedal srčna čakra in tako naprej. In moja vloga je povezovanje ljudi, definitivno, to sem z mladimi skozi delam, ampak izgleda, da se moramo po celi Sloveniji povezati tudi na tem energijskem področju, ker očitno to tudi deluje, tako ali drugače. Govoriš o poslanstvu oziroma odnosu moški-ženska. Ja, to je pa tudi posebna zadeva, ja. Sicer imamo vsak v sebi in moški in ženski princip, ki naj bi ga uravnovesili pa razvili do določene stopnje, ampak še posebej smo prišli do tega, da moški moramo držati ta prizemljen del. Ta korenska čakra je definitivno v domeni moškega. On mora postaviti temelj, mora stati, na katerem potem ženska se priključuje na spolni čakri. To je ustvarjalnost, to je ljubezen, to je vse. Naslednja, ta tretja čakra, moč, pa to je spet moška. Srčna je pa spet ženska. In v tem prepletanju teh dveh energij se dogajajo fantastične stvari. In potem se lahko dvigujemo, ampak smo nujno potrebni in ženski in moški princip. Ne pa samo, ker mi smo določene stvari v današnji civilizaciji, v današnji družbi smo jih samo odrezali in ne obstajajo več. Se odtujili, lahko rečemo, smo odtujili, ja. Moških ni več, ki bi stali, vsi so taki in drugačni. In to se pozna na vsemu. In otroci se nam točno na tem nivoju nam zelo jasno kažejo sliko, kaj ne štima. Nazaj k sebi sva, kaj to pomeni, tako sva začela najin pogovor, tako ga tudi zaključiva. Kaj je to nazaj k sebi, hkrati pa vrata, ki se odpirajo v nov, drugačen svet? Ja, trdim, da smo nekje leta 2012 prišli v najnižjo točko materialnega sveta. To je Steiner pred 100 leti zelo jasno in zelo lepo napovedal, kaj se bo tako dogajalo. Napovedal je vse te viruse in bakterije, ne vem, kaj je še povedal. Napovedal je res nesluten razvoj tega materialnega sveta, ampak to ni rešitev. Maji so takrat tudi končali koledar, pa to. Spet smo v evoluciji, gremo nazaj k sebi, gremo nazaj v tisti tako imenovani duhovni svet ali kakorkoli ga imenujemo. Čeprav to z duhovnostjo, moram povedati, to je zelo obrabljena tema, zelo manipulativna, ali ne vem, kako bi ti rekel. Za mene je duhovni človek tisti, ki normalno preživi svoje življenje, usklajen s sabo, usklajen z naravo, usklajen z ostalimi ljudmi in izvršuje tisto poslanstvo, s katerim je prišel na svet. Da pa to izvajaš, moraš pa slediti res sebi. Mi pa v naših šolskih sistemih udarjamo uravnilovko, hočemo, da smo vsi taki, pa taki, pa taki. In bistvo vsega tega je, otroci so zelo, zelo različni in bistvo je tega, da se podpre pri otroku to, za kar je on prišel na svet, da on realizira sebe.
to je pot k sebi, no, tako nekako. Hvala lepa, Rajko. Ti sledimo na Facebooku. Hvala. Sem še to bi dodal, ne? Življenje je res fantastično, življenje je res navdušujoče. Moja glavna prednost v delu z mladino, jaz sem zelo uspešen v delu z mladimi, ampak to samo zato, ker se lahko nad vsemi navdušujem. Nad vsakem človeku je nekaj, nad čimer se lahko navdušujem. Ne gledam tisto, kar me moti, tega sploh ne vidim, niti pri ljudeh, niti pri otrocih, ampak gledam tisto, kar me navdušuje in se navdušujem nad tem. In čisto vsak se na to odzove. In tukaj se odpirajo tudi vrata. In tukaj se odpirajo vrata nove sveta, ne v razdvajanju, ampak v sodelovanju in vabljenju.